Predlagam, da začnemo. Dober dan vsem prisotnim in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije. Kot veste, se je naša reprezentanca včeraj izbrala tu na Brdu pri Kranju in pričela priprave za prvo kvalifikacijsko tekmo za nastop na Evropskem prvenstvu proti Estoniji in s tem tudi uradno pričela s projektom Francija 2016. Na Nogometni zvezi Slovenije pa se na novo nogometno obdobje pripravljamo tudi na drugih ravneh. Veseli nas, da v nov kvalifikacijski ciklus vstopamo z našimi dosedanjimi in nekaterimi novimi partnerji. Veseli nas, da naši sponzorji vse bolj postajajo naši dolgoročni partnerji, s katerimi skupaj stopamo po športni in poslovni poti. In med njimi je treba še posebej izpostaviti finančno skupino Hypo Alpe Adria, ki je z nami že 10 let in tudi v bodoče ostaja generalni pokrovitelj slovenske nogometne reprezentance. Zato v naši sredi prav lepo pozdravljam predsednika uprave Hypo Alpe Adria, gospoda Herberta Fernava, podpredsednika uprave, gospoda Mateja Falatova in predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Aleksandra Čeferina, katerega prosim za par uvodnih besed. Generalni sekretar je povedal že pravzaprav skoraj vse, kar sem tudi jaz hotel povedati. Zelo smo veseli, da smo podaljšali sodelovanje z našim generalnim sponzorjem. Veseli smo ne samo zato, ker je to velik finančni prispevek za nas, ampak tudi zato, ker imamo kredibilne partnerje, ker Nogometna zveza sodeluje samo z najboljšimi in maksimalno se bomo potrudili, da jih razveselimo in da dosežemo ustrezne uspehe, ki bodo hkrati tudi njihovi uspehi. Hvala lepa, predsednik. Gospod Fernav, izvolite. Lepo pozdravljeni tudi za moje strani. Danes uradno in s veseljem potrjujemo, da smo podaljšali sponzorstvo nogometne reprezentance za kvalifikacijski ciklus Euro 2016. Pogajanja so bila zahtevna, a konstruktivna, a za 10. leto sodelovanja se to tudi spodobi. Dolgoročno sponzorstvo za nas pomeni biti skupaj v dobrem in slabem. Za reprezentanco smo v teh letih doživeli še veliko. Pripravljalni tekmi v Južni Ameriki, svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki, nešteto kvalifikacijskih in prijateljskih tekem v Kopru, Celju, Mariboru in Ljubljano. To je za finančno skupino Hypo Alpe Adria največje sponzorstvo, se verjamemo, da je nogomet še vedno ena izmed najbolj priljubljenih dejavnosti v Sloveniji. In med najboljšimi želimo biti tudi v Hypu. Uvrstitev Maribora v Ligo prvakov je še dodaten dokaz, da je slovenski nogomet del elite. Zato močno verjamemo, da se bo reprezentanca s pozitivno energijo, vztrajnostjo in trdim delom prebila skozi sito kvalifikacij in nam vsem pričarala nogometne užitke. Naše stranke nas že zelo dobro poznajo po tem sponzorstvu, saj so redno del tega, ali kot gostje na različnih dogodkih ali kot udeleženci nagradnih iger, ki jih organiziramo v okviru prodajno-oglaševalskih kampanj. Ena takšnih se ravno kar odvija in sicer med vsemi, ki boste sodelovali, bomo izšrebali nekaj srečnejšev, ki bodo novembra s Hypo ekipo in slovensko reprezentanco odpotovali v London na ogled kvalifikacijske tekme. Zato vas ob tej priložnosti vabim, da vi in vaši bližnji sodelujete v igri in se nam pridružite o podporu naše reprezentance. Reprezentanci pa želim veliko uspeha v kvalifikacijskih tekmah, da skupaj premikamo mejnike slovenske nogometne reprezentance in pravljice. Hvala in srečno na skupni poti. Hvala lepa. Še z moje strani, mi smo zdaj tradicionalno sponzor nogometne reprezentance, dejansko dihamo z nogometno reprezentanco, kar se vidi tudi v naši ponudbi, v naših reklamah, ki jih delamo v kampanjah, v novih produktih, ki so kobrandirani z nogometom. Tako smo tudi danes pripravili
za vse stranke in ne stranke Hipa, posebno predplačniško Mastercard kartico, katero lahko vsi povabljeni dobite kot darilo z naše strani tudi v našem promo materialu, ki smo vam ga dali. Posebno pomembno pa je to, da so uspehi, ki jih nogometna reprezentanca doživlja, hkrati naši uspehi. In mi se trudimo skozi različne prodajne kanale, ki jih uporabljamo, približati nogomet še bolj ljudem in hkrati približati tudi naše finančne storitve ljudem in jim pokazati, da banka je lahko tudi zabavna, tako kot je nogomet zabaven. Hvala vam. Hvala lepa za te besede. Zdaj, preden preidemo pa še na bolj nogometni del in se nam pridružita še kapetan in selektor, pa sledi še slavnostni podpis pogodbe. Kapetana Boštjana Cesarja, če se lahko pridruži, preidemo na bolj nogometni del. Boštjan, hvala lepa. Seveda, pred novim kvalifikacijskim ciklusom, novim obdobjem, besedo spet predajam predsedniku Nogometne zveze. Izvoli. Še enkrat pozdravljeni. Najprej nekaj besed o reprezentanci, pa tudi sicer o situaciji v slovenskem nogometu in Nogometni zvezi Slovenije. Glede reprezentance so verjetno že vse povedali selektor in ostali, s katerimi ste imeli možnost govoriti. Jaz lahko potrdim to, da je klima v reprezentanci odlična, da imamo vse medsebojne zadeve že zdaj urejene. Zdaj se začenjajo kvalifikacije, o samih strokovnih stvareh bo govoril selektor in igralci, jaz pa ne kot predsednik Nogometne zveze. Lahko rečem, da kot že veste, bodo domače tekme proti Švici in proti Estoniji v Mariboru, proti San Marinu, Angliji in Litvi pa v Ljubljani. Karte se bodo prodajale lahko skupno ali pa posamično. Karte za tekmi z San Marinom in z Anglijo se bo dal kupiti izključno v paketu. Morda še to opozorilo. Dobili smo novega sponzorja Mercator in od zdaj naprej se bodo karte razen na Nogometni zvezi prodajale samo še v trgovinah Mercatorja in ne več na Petrolu. Na splošno glede nogometa, najprej, kljub temu, da sem to že povedal, moram še enkrat poudariti iskrene čestitke nogometnemu klubu Maribor za fantastičen uspeh z uvrstitvijo v Ligo prvakov. Sedaj se začne prijetnejši del, krasne tekme, rezultat je že, vsaj za nas, že morda manj pomemben. Rezultat je že dosežen. Glede prve lige Telekom Slovenije, ki je v 3. letu pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, je potrebno povedati, da je dosegla rekordno medijsko izpostavljenost v svoji zgodovini, da je 62 prenosov na TV Slovenija in Planet TV spremljalo skoraj 2 milijona gledalcev. Novinarske prispevke v prvi ligi v rednih informativnih oddajah je gledalo več kot 850 tisoč gledalcev na krog. Prva liga Telekom Slovenije se je že v pretekli sezoni zahtela na vrh med vsemi domačimi športnimi dogodki na slovenskem medijskem trgu. Se pravi, že v tej sezoni pa smo postavili rekord v gledanosti. In je zato povprečna gledanost televizijskih prenosov na obeh TV kanalih za dobrih 40% višja kot v primerljivem obdobju lani. 40%. Povečanje obiska tekem prve lige v prvih 7 krogih je bilo povprečno 1062 gledalcev na tekmo, kar predstavlja 20% povečanje. Toliko v prvi ligi, morda samo še 2 stavka v zvezi z trening centrom Brdo. Dobili smo vsa dovoljenja že pred časom za izvedbo projekta
trenutno strokovne službe in zunanji sodelavci izbirajo izvajalca, kar pravzaprav ni tako lahka naloga, kot smo mislili. Če bo vse po sreči, začnemo graditi še septembra in planiramo, da bo trening center pripravljen za uporabo septembra 2015. Toliko jaz zaenkrat. Predsednik, hvala lepa. Preden pridemo na morebitna vaša vprašanja, pa seveda besedo predajam tudi Boštjanu Cesarju. Izvoli. Dober dan vsem skupaj, še v mojem imenu. Jaz sem že dosti včeraj govoril z novinarji, tako da jaz lahko rečem v imenu igralcev, da je atmosfera na najvišjem nivoju, da sodelovanje z odgovornimi, s predsednikom in vsem ostalimi je na najvišjem nivoju in je bila in je še zmeraj, tako da sodelovanje je ostalo isto, kot je bilo. Mi igralci, bom rekel, da ne radi govorimo tako ven igrišča, tako da v ponedeljek nas čaka pomembna tekma z Estonijo in to je pravi trenutek, da lahko mi povemo na igrišču in kaj jaz verjamem tudi v ekipo, da lahko naredimo ta željeni cilj, kaj tudi, da gremo na Evropsko prvenstvo in da popeljemo celo Slovenijo na to prvenstvo. Toliko moje mene. Hvala lepa, Boštjan. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje iz novinarskih vrst, izvolite. Predsednik, želje, cilji, zahteve, nameni iz pisarne pred začetkom tega kvalifikacijskega cikla pa so? Zdaj za želje se ve, kakšne so. Želje so uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Zahtev ne moramo postavljati. Če bi postavljali kakršnekoli zahteve, bi bili prvič nerealni, drugič bi pa postavljali igralce in strokovni štab v neroden položaj. Ne nazadnje, mi tudi nismo toliko velika nogometna država, da lahko postavimo zahtevo uvrstitev na prvenstvo. Imamo pa veliko željo in verjamemo v to, da se ta želja lahko uresniči. No, s tem zanimivim vprašanjem zaključujemo današnje druženje. Hvala vsem govorcem in seveda vam za udeležbo. Hvala lepa.